kulturo je v preteklem parlamentarnem obdobju zaznamovalo troje zakonov. Eden, ki ga še ni, pa se je o njem mnogo govorilo. Eden, ki je, pa je bil sprva umaknen, nova verzija je pa še zmeraj slaba. In eden, ki je bil že predstavljen in ne vemo, kaj bo z njim, ker ga je vsa stroka in vsi poznavalci odklonila. Če začnemo kar pri prvem, to je znameniti RTV zakon. V prvi verziji zakona je bilo zapisano, da bo RTV hiša postala delniška družba, kar pomeni, da bo podlegla takim zakonom gospodarskega prava, kakršne so pač delniške družbe. To pomeni profit, delanje denarja in nekoliko manj kulture, kajti delniška družba se mora živeti kako sleherna gospodarska družba sama. Tako je prišlo vprašanje naročnine, kajti ne vem, zakaj bi katerikoli delniški družbi v državi vsi prebivalci, ki imajo elektriko, dali naročnino za RTV program. Zato so ta zakon umaknili. Namenoma govorim preprosto, ker ne bomo pravniško komplicirali pri stvareh, ki so zelo enostavne. Nova verzija zakona, ki je prišla v parlament in je že bila v obravnavi, pa je delniško družbo spremenila. In zdaj se imenuje, bom kar prebral, ker je zelo komplicirano, samostojna pravna oseba javnega prava, posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. To je RTV hiša, na kratko. To je taka ustanova, ki je enostavno v naši zakonodaji še ni. Ni je bilo in bo to prva. Ampak glede na vse ostale zakone, ki pač urejajo gospodarstvo, javne ustanove in kulturne ustanove, je to tako rekoč bukovo železo. Nekaj, kar ne obstoja. In nekaj, kar ne obstoja, se ne more registrirati. Ne more deliti plače, ne more pobirati naročnin, tako rekoč ne more se prijaviti in registrirati kot kakršnakoli ustanova. Tega preprosto ni, ker zato potrebuje še najmanj 10 zakonov drugačnih v gospodarstvu, ki to urejajo. Tako da je to bukovo železo sui generis je takšna zadeva, da je ne bo. Ko pa bo, potem pa bomo vprašali vsa pristojna sodišča, ki to urejajo, ali je možno, da kaj takega fenomenološko pri nas v gospodarskem pravu obstoja in bomo dobili odgovor, ki ga že poznamo in ga pričakujemo. Tega pač ni. Zato bo to že spet ena izmed težav področja kulture in Ministrstva za kulturo, s to težavo spet ne bo nič. Če gremo naprej k medijskemu zakonu. Medijski zakon je krovni zakon, ki bi moral urejati zakon o RTV-ju, moral bi urejati še marsikaj, tudi zakon o Slovenskem filmskem centru, kar bomo govorili nekoliko kasneje, kajti tudi ta filmski center, na novo ustanovljen, naj bi se sofinanciral tako, da bi del denarja prihajalo iz naročnine za RTV, kar pomeni, da je tesno povezan z zakonom RTV, zakon o RTV pa mora imeti osnovo v medijskem zakonu, ki ga ni. In če nimaš krovnega zakona, zakaj delaš spodne podružnične zakone pred krovnim zakonom? Očitno se ti pri nekaterih stvareh mudi. Mudi se ti tako zelo, da delaš začasne zakone. Zato je zakon o RTV bukovo železo začasnega pomena, ki pač ne bo eksistiralo, čeprav se tako mudi, da bi zamenjali vse tiste neposlušne kadre, ki so še ostale tam na televiziji, čeprav mislim, da jih nekaj dosti. No, ampak za urejanje televizije bi bil čisto dober Grimsov zakon,
prav nič mu ne bi bilo treba očitati, lahko bi celo zamenjali vse tiste grozne urednike, ki jim itak poteče mandat in postavili svoje poslušne, ki so se že v šoli učili, da je ena oblast tista čista prava in naša in napredna, druga pa je čisto nenapredna. Vse tiste bi lahko nastavili takrat, ko bi bilo za to čas, se pravi od letos poleti naprej in stvari bi funkcionirali. Ampak ne, tako pač gre. In tretja stvar je zakon o Slovenskem filmskem centru. Vemo, da je ministrica v preteklem mandatnem obdobju kot poslanka bila izjemno ostra do urejanja slovenskega filmskega področja. Bila je tako rekoč preostra. Bila je tako zelo ostra, da je postala najbolj, kako bi temu rekel, grdo, hudo, rečemo, hudo govoreča poslanka, kar jih lahko pomnimo za kakšno posebno področje, to je film. Filmski delavci, ki so bili itak celo življenje v vseh režimih in po vseh zakonih vedno nezadovoljni, so jih vneto pritrjevali in težko čakali njenega prihoda. Kajti, ko bo prišla, so mislili, takrat se obetajo slovenskemu filmu in slovenskim filmskim ustvarjalcem zlati časi. In prišla je in naredila je filmski center, ki je tak, da se mu je vsa filmska stroka enoglasno uprla in to tako zelo, da pričakujemo lahko tako rekoč ulične nemire, če ne še kaj hujšega. In se je zgodilo gospe ministrici tisto, kar je ona delala drugim, ko je spodbujala vso filmsko sceno za to, da je govorila proti ministrstvu za kulturo v prejšnjem mandatu in proti urejanju filmskega centra oziroma filmskega sklada takrat. Zdaj se je filmska scena zgodila njej in ugotovila je, kako zelo, zelo težko je biti minister, posebno, če si ministrica takšnega pomena, ki najprej uredi medije in film, šele potem se loti tistih bistvenih stvari, ki v slovenski kulturi zares manjkajo. To pa je seveda zamujanje z infrastrukturo. To slovenski kulturi že desetletja zares manjka.